Si predstavljate, da vam za namestitev novega talnega ogrevanja ne bi bilo potrebno odstraniti obstoječih talnih oblog in rušiti tal? Prav to vam omogoča inovativni 12-voltni sistem talnega ogrevanja. V Sloveniji je 130 dni na leto temperaturno idealnih. Ostali so ali pretopli ali prehladni. Kakšno inovativno rešitev imate za tiste prehladne? Danes bi vam predlagal za tiste prehladne dni, da se ozremo na slovenski proizvod, in sicer je to 12-voltno talno ogrevanje po sistemu EECO. Govorimo o ogrevalnem sistemu, kjer grelna površina v prostoru obsega največji obseg, se pravi, dobimo največjo grelno površino telesa in učinkovitost izjemno visoka. Napaja se preko 12-voltnega sistema in s tem beležimo nizko porabo električne energije. Za kakšne stavbe je vse to primerno zgolj za novogradnje ali tudi za recimo obnove? V prvi vrsti lahko rečem, da je idealno za obnove, za sanacije, pa tudi zaradi hitrosti vgradnje sistemov in prilagodljivosti, ker lahko polagamo tako pod ali na estrih, pohitrimo tudi čas gradnje. Gospod Andrej, pri načrtovanju vaših projektov že svetujete kot ogrevalni sistem 12-voltne trakove. Kako lahko pokažete, kako deluje ta sistem? Ja, najprej smo si umislili demo sobo, kjer sem želel zadevo preveriti tudi sam. In z toplotno kamero lahko dejansko strankam tudi pokažemo, kako to deluje, tudi poleti. To je trak, ki je položen pod aluminijast trak, plastificiran, ki je položen pod tlakom, tudi v tem primeru javorjev parket. In s to kamero vam lahko potem pokažemo temperaturo, ki jo oddaja v prostoru. Recimo sedaj snemava tla. Tako je. In je na posnetku je videti prav trakove, ne? Tako. In tukaj je trak približno 26 stopinj, in je vaša roka 10 stopinj bolj topla. Pomeni, da dejansko, če potipate tla na tleh, ne čutite, da so tla topla, ampak so v bistvu hladne, ker iz vaše roke prehaja toplota v tla. Prostor ima zelo, celotna 60-70% površina je ta trak prekrita in ta trak seva toploto in ima zato, ker je največja površina, to nižjo temperaturo. Kako pa izgleda montaža pri sanaciji? Pri sanacijah je izjemno enostavno. Namreč, če pogledamo klasiko in želimo vgrajevati talno gretje klasično, je potrebno razbijati, se pravi, te tlake, poglobiti, dati medij, se pravi, cevi in potem nov estrih. Tukaj je popolnoma enostavna zadeva. Na obstoječe površine položimo trakove, jih zaščitimo z mrežico, potem premažemo z gradbenim lepilom, se pravi, izravnalno maso, da nekako naslednjim polagalcem, ko pridejo, oziroma kasneje mogoče odstranijo ponovno te pohodne površine, damo nek marker, da ne pride do poškodbe. Kaj zdaj to pomeni? Prvič, izognemo se dodatnim stroškom pri sanaciji, se pravi odstranjevanje tlakov, ker jih tukaj ohranjamo. Vse skupaj pa povišamo za nekaj centimetrov. Koliko pa traja v povprečju montaža? Montaža v povprečju traja sama montaža, ko so prostori pripravljeni za to, traja na objekt mogoče en dan. Redko kdaj več. Če je objekt res večji, malček več, ampak običajna družinska hiša je lahko položena v enem dnevu. Gospa Nives, vi kot arhitektka ste že na svojih projektih uporabili 12-voltni ogrevalni sistem. Kakšni so prvi odzivi naročnikov? Ja, odlični odzivi, moram reči. To je bilo v bistvu pri projektu za gospoda, ki je v bistvu želel imeti nov objekt kot vikend, lesen objekt, in tam smo svetovali, da bi uporabil to gretje in izkazalo se je v bistvu, da je izredno uspešno. Zakaj pa? Skratka, ker so stroški izredno nizki, pri 170 kvadratnih metrih notranje stanovanjske površine pride 360 evrov na ogrevanje celotno, plus seveda on ima tudi kamin, 2 kubika nekje drv za kamin. Tako da ja. To so stroški na sezono ali celo leto? Celo leto. Izredno je uporabno v bistvu pri prenovah, zaradi tega, ker velikokrat se pokaže, da so potrebni v bistvu, da se ne more dodati nekih tlakov oziroma višin, da se pač vzdržuje nekje enaka višina, kot je že v samem prostoru.
in pri tem zaradi v bistvu te minimalnega dodajanja višine je zelo uporabno pri prenovah. Imate kakšne ugodnosti, kako bi si to lahko lažje privoščili? Seveda imamo ugodnosti. Lahko si vam ponudimo 84-mesečno obročno plačilo tako za namen ogrevanja ali pa postavitve sončne elektrarne. Tako v paketu poleg vsega pa bi vam ponudili še ugodnejši odjem električne energije Petrol. Oglasite se seveda lahko pri nas na energetskem centru Petrol v BTC-ju v Ljubljani, kjer vam bomo vse skupaj razložili, ali pa nas poprašate na naših spletnih straneh. Kaj pa ob izpadu elektrike? In kaj vas lahko pogreje ob izpadu elektrike? Mogoče odprti kamini ali peči na prosti led. Drži, ogreje vas pa seveda tudi toplo voda.